punce, evo, jaz sem se odločila, da kar potegnem tole vloganje, glede na to, da ste bile ful navdušene zdajle, ker sem končno dala spet en vlog. Evo, tukajle imam že vse potrebne sestavine za tortico. Ta teden imam namreč rojstni dan in sem se odločila, da si bom letos tortico naredila kar sama in sicer z motivom lepotice. Dobila sem najboljšo stvar ever. Ravno ker sem iz Špara, delam si sendvičev avto, toliko mi je zapasala ogrska, pa sem mislila, da bom šla zdajle domov pojest, ampak nisem dobila vseh sestavin za tortico. V bistvu mi manjka, nimam noža in bo cel, ne bom jaz odprla vrata. Evo. V bistvu mi manjka najbolj pomembna nekak sestavina za torto in to je črna pa roza barva za napis, torej da bo lepotica napis lepo pršel, ne? In ker je originalen logo v črni in roza barvi, pač nisem hodila do terjave, ne čokolade ali pa rdeče. Tako da grem zdaj do ene trgovince, prav trgovine, ki je specializirana za prodajo za tortice, okraske in tako naprej, in tam pa ima, tako da gremo zdaj še po te detajle. Delala bom Rafaelino torto, malo noter jagod, malo pač valjda Rafaelotov, imam tudi vaniljev puding, ti bom takoj pokazala tudi sestavine. Gore pa sem zdaj toliko vesela, ker sem dobila, evo, tale znak od lepotice in to je tako za pojest, zgleda sicer navaden A4 format, ampak opa, evo, dokaz, da se to zadevo tudi poje. Bom jaz kar utrgala en košček, to je tako na taki foliji, pa bom ta krog izrezala in evo, taka sladkorna tekstura je. Evo, to gre na koncu, na vrh, bom kar umaknila, da ne bom jaz to slučajno kaj vmes strgala. Zdaj pa evo sestavine, ki bojo šle v tortico. Prej sem bila v Šparu, pa sem šibala še v Hofer, kjer sem dobila jagode. V Šparu pa sem nabavila, evo, mleko, to bo šlo pa za razne prelive, da se bo biskvit zmehčal, sicer ne, jaz nisem nobena profesionalka za torto, tako da iskreno niti še ne vem, kako se to dela, kaj bo na koncu nastalo, ampak bomo že naredile spontano ali kako. Tako da evo, naslednja stvar bo tem Rafaelotin, biskvit, da si olajšamo zadevo. Tle so nalepke, če kjera hoče oziroma zbira. Potem sem vzela mascarpone, ta torta bo tako ful bogata. Pa piškoti, pol imam smetano, pa linolado kokos. Tle sem iz dveh različnih receptov sem vzemala sestavine, tako da bo res konkretna. 2 vaniljeva pudinga in pa še želatina, pa so pa noter, evo, 2 žemke, ker so jih zrale tam zdaj jedla v avtu. Tako da, evo, začnimo. Se bom pa slotila zdajle pudinga, vzela sem vaniljevga, zdajle bom tole stresla v šalčko, dodala sladkor in ene 6 žlic mleka, zavrela mleko in stresla to vsebino noter. Puding se že kuha, vsak čas bo zavrel, Rale pa je zdaj na rezanju jagod. Dobre so čisto, ko zgledajo. Ljubav je moja kamene, vele i znamenje, koje uvek se sanubljene, a ti dolila manje. Ljubav je moja kamene, će proć u noćama sna. Zitno. Po čem ti ima okus? Čevapi. Čevapi. Režem detajle.
Evo, zdaj pa še ta slavnostni del na tortico. Veste, kaj date na smrekco tista najlepši okrasek na vrhu? Tako se zdaj počutam. Evo. Tada! Tortica lepotica je ratala, kakšno uro pa pol sva rabila. Meni je ful lepa, sicer bi se dali še nekatere izboljšave narediti, ampak glede na to, da je naša, da je domača, mislim, da je perfekt. Tako da ja, zdaj narediti še eno fotko in pa bova probala, a je tudi toliko dobra, kakor izgleda. Spet eno tako tipično aprilsko vreme, dežuje, tako kot že cel teden, ampak si bom zdajle popestrila dan. Povabljena sem bila namreč v DM, pride zelo znan srbski vizažist Aleksandar Džikić in me bo naličil. In res komi čakam, ker me ni še nikoli ličil moški. Pa so recimo v svetu zelo znani, evo Kim Kardashian je sam ena izmed mnogih, recimo, ki ima moškega vizažista. Mene pa res ni še čist nikoli, vedno so bile ženske tiste, ki so imele to nalogo. Tako da res se veselim, komi čakam, da vidim končni rezultat in ti ga seveda pokažem. Tole je končni izgled, meni je ful všeč. V bistvu me je ful presenetilo, kako dobro je izpadel. Sicer zelo naravno, zelo nežno, ampak ne vem, koliko kamera to ujame, koliko je make-up v resnici lep. Ti oranžni toni nad pričakovanji. Evo, in še nadaljujemo naprej z sladkim. Glede na to, da danes je moj rojstni dan in da mi je dovoljeno pojesti malo več cukra, sem rekla, da bom danes v bistvu posnela video, ki je v planu že ful dolg časa. Tole vrečko sladkarij sem v Millerju kupila, mislim, da že februarja ali celo že v januarju, ampak nikoli ni prišlo na vrsto, da bi lahko to posnela, nikoli ni bilo smiselno. Tako da glede na to, da imam danes rojstni dan, je odlična priložnost, evo, da nadaljujemo v tem sladkem tempu. Kupila sem torej sladkarije, niso glih slovenske sladkarije, ampak se jih dobi v Sloveniji, v našem torej Millerju. In so takih nenavadnih oblik ali barv. Evo, pa gremo kar probati prvo. Tole so takile bomboni od Haribo, ne vem točno, kako se naglasi. In v bistvu gre to za take polžke, ki simbolizirajo v bistvu gumo. Zdaj, meni se to zdi tako totalno neprivlačno za proba, da bi prav rekla en dan, koliko mi pašejo tisti bomboni od Haribota, ki imajo obliko gume. Tako da, evo, danes bomo tole testirale, da vidim jaz malo, kakšne so sicer sestavine. Čebeli vosek, zanimivo. Rjavi sladkor, pšenična moka, aroma in tako naprej. Čebeli vosek. Dobro, mogoče bojo spominjale malo bolj na neko medeno varianto. V bistvu čist po neki gumi, so spopani. Sploh me ne mika probati, ampak gremo. Sploh mi niso všeč. Okus je en pokvarjen bronhi bombon, še bolj trd, še bolj nekako žvečljiv, ampak to v negativno smer. Fuj, ne. Gremo naprej. Naslednja sladkarija, ki mi tudi sploh ne izgleda privlačna in tudi ne vem, če bi bil kdaj dan, da bi rekla, koliko si pa želim tiste papirnate bankovce. Evo, tole bomo probali v bistvu hrustljavi denar, zanimivo. Sestavine moka, škrob, barvila, sok rdeče pese, Kot da bi jedla plastiko, to sploh ni sladko. Ta je malo bolj po jabolku in še moder. Ta pa tudi iskreno ne vem. Kot da bi jedla neko skorjo kruha, sam še bolj brez okusa. Gremo naprej. Naslednja nenavadna sladkarija je pica. Kaj je to? Kaj so te bele pike? Pa prav to bom probala. Je pa zelo mehak, to je pozitivna stvar. Sem pričakovala, da bojo bolj taki trdejši. To pa so v bistvu čist neki klasični pomaranča bomboni. Sploh niso slabi. Tako da tole je čist za preživeti. Naslednja stvar, ki se skriva v tejle Miller vrečki, je tole. Kaj pa že je to? Sem že malo pozabila.
žvečilni gumi v prahu. Vem, zakaj sem jih vzela. Poglejte glavo tegale človečka. Če je to privlačno in to kliče, kupi me, pol ne vem, mogoče komu, meni ne. Mislim, da je fura, da jih daš več v usta. Leti, posod. Zaenkrat je okus zelo kisel, ampak ful dober. Si bom še stresla. Tole je dober. A vam bo ful nagraužen, če pokažem. Mište, če vam bo nagraužen. Tole izgleda. Božanski. Ko mi govorim, da se mi toliko cedijo sline. Sem prav do konca žvečila čebumi, kdaj se bo ustavila ta sladkost. In moram reči, da je... srbi me. Moram reči, da je zdaj čebumi rato ful trd, da ga v bistvu vse težji in težji žvečam. Tako da, evo, pa dam ven. Sladek je pa noro, to me je pa res ful presenetilo. Zdaj pa res hot dog, da vidimo še to sladkarijo. Mislim, mene to tudi ne mika, a vas mika, bi jedle tako sladkarijo, dajte mi zapisati. Sej, mislim, ideja je huda, ampak jaz imam rada take cute bombončke. In evo, dober tek. Okus pa hot dogu ni. Okus je kot po tistih kačicah, če ste jih jedle dolgi žele bomboni. Tole je tudi dober. Ko malo po višnji, ko malo po banani, tole po moje kakšna aroma banane. Evo, pa vam pa za na konče eno zanimivo sladkarijo. To pa je, zdaj pa spet, ne vem, so čigumi ali so bomboni. Žvečilni gumi v obliki teniške žogce. 3 so noter, cena mislim, da je bila okrog 1 evra, kar je pač kar precej, ampak v redu. To je pa ful težko pregrizan. Madonna je trdo. Pa to še vse zobe fentaš. Zdaj prihaja aroma na plano. Ful imam polna usta, se opravičujem. V bistvu spominja zelo na limono, na neko kislino, tako na neko cedevito mogoče z okusom limone. Zelo dober. Po mojih izkušnjah se te čigumi tudi zelo hitro izgubijo okus, ampak res ga je na začetku toliko težko pregrizant, da ga ne bi več kupila. Pa tudi si predstavljaš, če imaš dolči gumi, ti potegneš ven teniško žogico. Car bi bil. Evo, danes pa je zares moj rojstni dan, 11. april, četrtek, in midva že uživava v rimskih kebabih. V bistvu sem prvič tukaj in mi je ful všeč, ker je ta malo zgodovinski pridih, tako da ful dober. Zdaj sem bila glih kar na masaži, rimsko masažo sem zbrala in sem kot prerojena. Res sem bila tako v enem 5 letih in je ful pasen. Tako da sem v bistvu ugotovila, da moram več narediti. Drugače pa ja, glede na to, da je danes rojstni dan, 27. že, se malo vrneš nazaj in hočeš začneš pa razmišljati in res si ugotoviš, da je sreča v tistih malih stvareh, a ne? Tako pojem v naši pesmi Lepotica na začetku, da je sreča v teh stvareh, je res, a ne? In kakorkoli včasih izgleda tudi pri nas youtuberjih, ne bo vse popolno, popolnobik perfect life in tako naprej, pač ni tako, skuša si ga narediti, so pa v zadnju itek problemi, a ne? Kjer je pač ponavadi ne govoriš rana, ne? Tako da pač jaz večkrat ponovim, da to virtualno YouTube življenje ni realno, ne vsi imamo vzpone pace, ampak je point, mislim, da celega lifea, da se potem znaš pobrati in nadaljuješ to eno svojo pot. Tako da, ja, evo, zdaj pa grem malo zaplavati, uživati, pojesti, uživati svoj rojstni dan. Evo, midva uživava na večeri, tukaj imam sladek muškat, toliko je dober, res eno boljših vin. Predjed bom se jo takoj lotila, še predtem, ko bom odprla tole skrinjico. Mam je rekla, da ne odprem, ko bova danes na večeri in že cel dan nestrpno čakam, da jo bom lahko odprla, sem se zadržala. Nimam pa pojma, kaj noter. V bistvu skrinjica je ful lahka, tako da nimam pojma, kaj bi to lahko presenečenje bilo, tako da a ste za, da odpremo. Noter je eno sporočilo, okej. En listek.
Drage moje, evo, jaz zaključujem tale vlog, zdaj sem se parkirala tukaj v Celju, sva na parkirišču pred City centrom, greva malo pogledat, ampak ker je tale vlog že tako ful dolg, sem rekla, da ga zaključim. Hvala, da ste tale rojstnodnevni teden preživeli z mano. Bilo je ful ene hrane, sploh zdaj v Rimskih termah sva se res toliko dobro najedla, tako da do jutra sicer ne bova jedla. Ful priporočam, ker je bilo res ful dobra hrana, mislim vrhunska, tako da ziher še prideva. Hvala za vse lepe čestitke, kad se nam prhajo in na Instagramu, mailu, Facebooku, zlate ste, upam, da vam jaz saj tok polepšam dan, kakor ga vi meni vsak dan z vašimi sporočilci, tako da se gledamo v naslednjem vlogu. Ljubčki, čau!